Taja, hvala. Lepo pozdravljeni torej še z moje strani. Kot je že Taja povedala, sem ena izmed dveh koordinatorjev študijskega programa Podatkov na znanost. Če boste imeli tekom študija ali pa pred vpisom na sam študij kakršnekoli vprašanja glede vsebine študijskega programa, z veseljem odgovorim na vsa vaša vprašanja, morebitne dileme in tako naprej. Moj kontakt bo tudi na koncu moje prezentacije izpisan na zaslonu. Bi pa prosila še Tajo, če mogoče še moj mail lahko spusti med chat zapiske, da bodo lahko študenti si enostavno skopirali, oziroma bodoči naši študenti. Torej, danes govorimo o podatkovni znanosti. Zdaj pa, če pogledamo eno tako čist začetno stvar, ne. Tole je izpis iz World Economic Foruma o tem, kateri so bodoča mesta zaposlitve in tako naprej, ki bodo v naslednjih letih najbolj iskana. In kot lahko vidite, med prvimi 10 so pravzaprav kar 3, ki se direktno ukvarjajo z podatkovno znanostjo. In že kar na prvem mestu so to podatkovni analitiki in znanstveniki, potem na drugem imamo strokovnjake na področju umetne inteligence in strojnega učenja, na 6. mestu so strokovnjaki za velepodatke, povsod vmes praktično pa so še različni drugi profili zaposlitev s področja računalništva. Tako da to je definitivno najbolj recimo vroča zaposlitev oziroma najbolj iskane službe, ki bodo v prihodnosti. Mi smo pred 2 letoma začeli z izvajanjem študijskega programa podatkovne znanosti ravno zaradi tega, ker smo zaznali to potrebo tudi na trgu. Tudi v Sloveniji je ogromno povpraševanja po teh profilih ljudi, torej ni to samo nekje v tujini, ampak imamo tu ta problem, ki ga želimo rešiti oziroma ki ga naslavljamo znotraj tega študijskega programa. Če pogledamo, kaj pravzaprav je podatkovna znanost, pravzaprav gre za mešanico 3 ključnih področij znanja. To so matematika, računalništvo in pa še domensko znanje. Pri matematiki seveda spoznamo trdne temelje verjetnosti, diskretne matematike, statistike in tako naprej. Pri računalništvu absolutno algoritmi, programiranje, razne podatkovne baze, ki nam omogočajo hranjenje velikih količin podatkov, s katerimi se večinoma podatkovnih znanstvenikov sooča, umetna inteligenca, visoko zmogljivo računalništvo in pa paralelizacija. To so nekako te krovna znanja, ki jih podatkovni znanstvenik mora imeti, zato da je lahko uspešen pri svojem delu. Poleg teh znanj pa mora imeti tudi domensko znanje. Kaj je domensko znanje? To je tisto specifično znanje o nekem področju oziroma o neki domeni, ki jo naslavljamo, ki v bistvu podatkovnemu znanstveniku omogoča, da lahko poda koristen pogled v to, kar je v podatkih. Če vi ne veste, kakšen tip podatkov vi obravnavate, če recimo ne veste, da gre v eni bazi podatkov za medicinske podatke, v drugi bazi pa gledamo življenjsko dobo lubadarjev ali pa kako uničujejo naše gozdove, potem lahko izvlečete popolnoma napačne informacije iz teh 2 podatkovnih baz. Še posebej, ker se jih lotujete večinoma potem na enak način, ker nimate domenskega znanja, in lahko dobite popolnoma napačno sliko o tem, kar je v podatkih. Zato je to domensko znanje tako zelo pomembno in tekom študija zelo poudarjamo, kako zelo pomembno je, da veste, kaj je v podatkih zelo v podrobnosti. Kaj počne podatkovni znanstvenik? To je neko tako zelo na nek način zahtevno vprašanje, ker lahko podatkovni znanstveniki počnejo tako zelo veliko različnih stvari, da je težko se omejiti na manjšo, točno eno specifično stvar. Tukaj smo zbrali par primerov. Seveda podatkovni znanstveniki lahko zbirajo neke podatke, lahko jih upravljajo, razvijajo določene cevovode za upravljanje teh podatkov oziroma za analizo podatkov. Lahko vizualizirajo podatke, komunicirajo o tem, kaj je v podatkih, lahko dejansko izvajajo določeno strojno učenje, statistične metode aplicirajo na podatke, razvijajo nove algoritme, nova orodja za analizo podatkov. Lahko
delujejo v znanosti, lahko so raziskovalci, lahko delajo na novih politikah. Ravno zdaj se recimo pripravljajo nove politike z področja umetne inteligence na nivoju Evropske unije. Lahko upravljajo neko družbeno dobro delo. Skratka, neomejene možnosti so, kaj lahko počne. Tako da, če lažje je to pogledati na primerih zaposlitev, potreba po podatkovnih znanstvenikih je praktično na vseh področjih industrije. Tako v visokotehnoloških industrijah kot v nekih nizkotehnoloških industrijah. Če pogledamo visokotehnološko industrijo, primeri so analiza slik za nadzor kakovosti v farmacevtski industriji, recimo Krka, poznamo vsi Krko ali pa Lek, proizvajajo različna zdravila, tabletke. Te tabletke morajo biti vse enako velike, zato da zagotovite, da je enako količina zdravila v vsaki tabletki. In potem imamo kamere, ki na tekočem tlaku sledijo te tabletke in nadzirajo, če so vse popolne, če so cele, če so prelomljeno, jih morajo odstraniti. In to se dela vse avtomatsko. Napovedovanje funkcij genov, kater gen je odgovoren za recimo nek razvoj, za kakšno bolezen in tako naprej. Interakcije med zdravili, če vzamemo aspirin, lekadol, pa potem še sumamed, kako ta tri zdravila recimo interaktirajo med sabo. Mi imamo podatke, kako eno zdravilo, kakšne ima lahko interakcije na mene, ki jo vzamem, ne? Nimamo pa informacij, kako interaktirajo med sabo, če vzamem tri različna. To je recimo stvar, ki jo rešujejo podatkovni znanstveniki. Potem imamo izboljšanje natančnosti načrtovanja v vesoljskem inženiringu za dvig varnostnih standardov. V avtomobilskem inženiringu recimo za oblikovanje avtomobilov, zato da so bolj, torej da lahko recimo dosežejo višje hitrosti, da so bolj varni in tako naprej. Predvidevanje obrabe različnih delov avtomobilov, izboljšanje porabe goriva in tako naprej. Skratka, neomejeno možnosti v visokotehnoloških industrijah. Če pogledamo srednje do nizkotehnoloških industrij, torej s pomočjo recimo kemometričnih podpisov za preverjanje verige hrambe pri predelavi lesa, potem imamo lahko nadzor kakovosti, spektroskopijo, lahko imamo vgrajene senzorje v stavbah za spremljanje učinkovitosti delovanja stavbe, za optimizacijo porabe energije in napovedovanje vzdrževanja. To se že počnejo podatkovni znanstveniki. Optimizacija proizvodnega procesa in še. Potem imamo bolj na poslovnem področju, recimo na področju poslovne informatike in poslovnega odločanja. Pri tem se uporabljajo podatkovni znanstveniki za odkrivanje goljufij, za napovedovanje nabave, koliko česa moramo kupiti, kdaj, za določanje cen in donosnosti kupcev, za personalizirano uporabniško izkušnjo, prepoznavanje novih priložnosti, ki nam jih nudi tržišče, za izdelavo cevovodov, za analizo podatkov in tako naprej. Znanost, raziskovanje, seveda veliko podatkovnih znanstvenikov ostaja tudi znotraj raziskovalnih inštitutov in univerz, kjer razvijajo nove metode, nove pristope, za recimo nove metode za kemometrično obdelavo podatkov, za obdelavo oziroma analizo velikih količin podatkov na različnih področjih, je to medicina, psihologija, biologija, mikrobiologija in tako naprej, kemija. Zgodnje napovedovanje kritičnih zdravstvenih stanj z uporabo nosljivih oziroma oddaljenih senzorjev. Potem raziskuje na področju zasebnosti in pa varnosti. To govorimo predvsem kibernetske varnosti in zasebnosti, ne? Etično zbiranje in obdelava podatkov in tako naprej. Skratka, možnosti zaposlitev so praktično neomejene, če vas stvar zanima in ste dobri v tem, potem vam ni potrebno se bati za zaposlitev. Kaj pa podatkovna znanost na naši fakulteti? Ko smo delali predmetnik podatkovne znanosti, smo se naslonili pravzaprav na priporočila strani Evropskega matematičnega združenja, ki ima pripravljena določena priporočila, kaj je potrebno vključiti v predmetnik, zato da podatkovni znanstveniki dobijo vsa potrebna znanja za uspešno delo in za uspešen vstop na trg. S tem, da smo se naslonili na ta priporočila, v bistvu zagotavljamo neko visoke standarde našega študijskega programa,
prenosljivost in pa uporabo najboljših praks pri preučevanju podatkovnih znanosti. Poudarek, seveda, kot sem že prej omenila, je na temeljih matematike in pa računalništva. Vsa ta znanja se pa lahko uporabi na poljubni domeni, ki jo potem kot podatkovni znanstveniki obravnavate. Obravnavate pa določene problematike že tekom samega študija, tako da se že med študijem spoznate z različnimi domenami in ko delate različne raziskovalne in seminarske naloge, boste videli, kako zelo uporabno oziroma kako aplikativno je lahko podatkovna znanost na različnih domenah. Kaj nas ločuje v drugih podobnih študijskih programih? Pri nas zelo radi poudarimo to, da imamo v predmetniku predmet, ki govori o etiki. In sicer etike v podatkovni znanosti, ker je to stvar, ki je zelo pereča in problematična in se je zavedamo. In mislimo, da mora vsak znanstvenik in tudi vsak podatkovni znanstvenik se zavedati, kako recimo obravnavati podatke, da so etično sprejemljivi, da ne kršite kakšnih recimo človekovih pravic in tako naprej. In poleg tega imamo še prakso, kar drugi študijski programi večinoma nimajo. Torej, študenti morajo v drugem letniku opraviti študijsko prakso v nekem podjetju oziroma raziskovalnem inštitutu, zato da vidijo dejansko, kaj delajo v podjetjih, kaj delajo na inštitutih in se še bolj potem nekako lažje odločajo o svoji nadaljnji karieri po študiju. Če pogledamo še predmetnik, torej študijski program traja 2 leti. V prvem letniku imate večino vseh predmetov in sicer v prvem semestru boste imeli matematični praktikum, statistiko, podatkovni praktikum, kjer boste pravzaprav analizirali podatke z uporabo jezika R in pa RStudija, podatkovno inženirstvo in distribuirani informacijski sistemi, izbrana poglavja iz vizualizacije podatkov, ki se bo izvajala vsake 2 leti, in pa še seminarij iz podatkovne znanosti 1. To so neki krovni oziroma neki taki osnovni predmeti, ki so potrebni zato, da lahko lažje potem delate bolj zahtevnejše analize podatkov znotraj vašega študijskega programa. Ko imate vsa osnovna znanja o diskretni matematiki in statistiki in pa analizi podatkov z recimo R-om v tem primeru, pa potem nadgrajujemo vaše znanje v drugem semestru prvega letnika. Eden izmed predmetov obveznih je etika podatkovnih znanosti, ki sem že prej omenila. Je zelo pomemben predmet, da ga spoznate, da veste, kaj smete početi oziroma kaj je sprejemljivo, etično sprejemljivo pri vašem delu. Potem so inteligentni sistemi, tukaj se malo bolj spoznamo z umetno inteligenco, podatkovne baze za masovne podatke, glede na to, da se obravnava velike količine podatkov, večina podatkovnih baz, ki ste jih recimo obravnavali oziroma spoznavali na dodiplomskem študijskem programu, če ste jih, niso primerne za take velike količine podatkov in je treba pristop nekoliko spremeniti. Izbrana poglavja iz diskretne matematike nadgrajujejo znanja iz matematičnega praktikuma, potem imamo seminarij iz podatkovne znanosti 2, kjer si vi izberete neko domeno, ki bi jo želeli obravnavati in pravzaprav nek izziv znotraj te domene. Zaželeno je, da je ta izziv tak, da se ga da nadgraditi potem tudi na samo magistrsko nalogo. In potem imamo še en izbirni predmet, ki si ga sami izberete izmed ponujenih izbirnih predmetov znotraj študijskega programa. Nato sledi drugi letnik. V drugem letniku imamo v prvem semestru 4 obvezne predmete, oziroma 3 obvezne predmete, rudarjenje masovnih podatkov, podatkovni praktikum, kjer tokrat spoznate programski jezik Python, in pa recimo, da je to obvezni predmet praktično usposabljanje. Torej, vi morate narediti praktično usposabljanje v podjetju. Mi dovolimo tudi, da to opravite recimo v drugem semestru drugega letnika, samo morate nam to sporočiti. In na voljo sta še tle 2 izvirna predmeta. V drugem semestru
pa imate en obvezni predmet, to je izbrana poglavja iz numeričnih metod in potem še izdelavo magistrskega dela. Dvakrat sem omenila izbirne predmete. Izbirne predmete, ki jih ponujamo znotraj študijskega programa, so algoritmi na grafih, zbiranje in integracija senzorskih podatkov, varnost, adaptivni interaktivni sistemi in računske družbene vede. To so predmeti, ki bodo naslednje leto na voljo za izbiro. Vsako leto potem kakšen dodatni predmet še dodamo, kakšnega morebiti tudi odstranimo, odvisno kakšen je interes na strani študentov. Lahko pa si izberete tudi kakšen drug predmet na študijskih programih druge stopnje znotraj univerze. Mora pa biti tak, da je vsebinsko smiselen za ta študijski program, ker vam ga morava jaz oziroma Mike pravzaprav odobrita, da lahko tisti predmet vzamete. Tako, to je to, kar je v sami vsebini študijskega programa. Torej, tukaj imamo osnovne podatke, kontakte, če boste imeli kakšna vprašanja glede samega opisa, rokov, kakšnih prilog in tako naprej. Koordinatorjev sva jaz in Mike, to sta najina maila, tako da če boste imeli kakršnokoli vprašanje, nama lahko pišete, Majku v angleškem jeziku, meni v slovenščini ali angleščini po želji. Podrobnosti glede same prijave so pa tudi na spletnih straneh fakultete. Kot je že Taja na začetku omenila, datumi za prijavo na študijski program. Prvi rok za državljane Evropske unije se je odprl 8. aprila in bo odprt do 26. avgusta. Torej, do takrat imate čas, da se prijavite. V primeru, da bo kakšno mesto še na voljo v 2. oziroma 3. roku, pa so to potem ostali nadaljnji roki. Sedaj pa bi morda s tem ne zaključim. Torej, kot uradna predstavitev tukaj zaključujem, sem pa pripravljena odgovoriti na kakšna vaša vprašanja. Torej, če vas karkoli zanima v zvezi s študijskim programom, se nam je pa pridružila še Urška Gerič, ki je študentka 2. letnika podatkovne znanosti in vam lahko tudi z študentskega vidika recimo pove kaj več o tem, kako je študirati na tem študijskem programu. Če mogoče kakšno vprašanje, lahko tudi znotraj četa ali pa samo priklopite mikrofon, pa lahko vprašate. Zaenkrat še nič vprašanj. Mogoče Urška, lahko mogoče na kratko samo ti predstaviš svojo izkušnjo. Urška na prvi stopnji ni študirala računalništva, tako da mogoče lahko tudi iz tega vidika pove, niti matematike, tako da lahko iz tega vidika pove, kakšen je bil študijski program za nekoga, ki ni v osnovi računalničar oziroma matematik. Urška, prosim. Ja, hvala. Ja, jaz sem na prvi stopnji študirala v bistvu bioinformatiko, tako da nekaj računalništva pa matematike smo imeli. Ampak ja, v bistvu matematični predmeti so bili v bistvu najtežji. Računalniške predmete se je dosti lepo dalo, so jih profesorji zelo lepo od osnov pa tako razložili, tako da se mi zdi, da tukaj ni bilo toliko veliko težav. Všeč mi je bila v bistvu ta statistika, ker dosti je bilo statistike na tem programu, tako da meni je to pomembno, mislim, meni je to zanimivo in se mi zdi tudi, da za podatkovno znanost je pomembna zadeva. Ja, teli matematični predmeti so pa mogoče bili eni izmed mogoče najtežjih, tako za narediti, oziroma delajo največ preglavic takim študentom, ki ne prihajajo iz področja matematike, Se mora pač kakšno urco več vzeti, da zadevo si malo bolj razjasnijo, še kakšno dodatno literaturo preberejo, da pač naredijo, ampak sam študijski program je pa zelo lepo zasnovan. Mi smo imeli, jaz sem v bistvu zdaj že 2. letnik, tako da smo imeli malo drugačen predmetnik, kot je zdaj predstavljen bil, ampak se mi zdi, da so predmeti lepo razporejeni in da ti dajo to neko širino, kaj podatkovna znanost je, oziroma kaj vse se da delati v podatkovni znanosti, ker pol pa itak
ko se enkrat zaposliš v tem področju, pa tako se specializiraš, no, tako nekako. Hvala, ja. Mogoče, da samo še obrazložim, kot je Urška rekla, letos je tale študijski program ima spremenjen vrstni red določenih predmetov. To smo naredili ravno zaradi tega, ker generacija, v kateri je bila Urška v prvem letniku, smo ugotovili, da določeni predmeti bi bilo bolje, če bi si sledili v obratnem vrstnem redu, da bi bili nekoliko kasneje ali pa nekoliko prej. Zato smo naredili manjše spremembe v študijskem programu, da študentje pravočasno dobijo znanje za napredovanje pri določenem drugem predmetu. Do te spremembe je prišlo. Je pa Urška imela to smolo ali pa srečo, zdaj ne vem, kaj to pomeni, ne, da je bila ravno ona v prvem letniku, v drugem semestru, ko se je začela študij nadaljavo. Tako da v bistvu samo en semester ste bili na fakulteti, od takrat dalje pa vse nadaljavo. Mogoče lahko samo poveste, kako je ta študij potekal, so kakšne težave, pravzaprav ne vemo, kako bo naslednje leto, možno je, da bo kakšna stvar še vedno nadaljavo, ali pa vsaj še kakšen semester, so bile kakšne večje težave, je študij dobro potekal, take študentske izkušnje. Ja, v bistvu je tako, lansko leto, ko je bil prvi val, ta drugi semester, moram zelo pohvaliti in profesorje, asistente, da so res v to hitrem času pač to zamenjali, da smo šli online in smo v redu lahko zaključili študij, oziroma pač letnik. Letos je bilo pa kar malo več težav in so v bistvu, ne vem, ali je mogoče naključje, da so glih taki predmeti padli noter, ali pa mogoče kakšen, sploh te, ki so bili praktični. Se mi zdi, da smo študenti imeli kar malo težave slediti, oziroma imamo še vedno pri določenih predmetih malo težave slediti, ker res nismo tam in je profesor oziroma asistent ne ve, če mi delamo skupaj oziroma koliko smo daleč in pol recimo mi imamo velikokrat ugasnjene kamere, pol je profesor tiho, in ne ve, a zdaj mi razmišljamo za rešitev ali smo čisto izgubljeni in tako, no. Tako da mogoče ta komunikacija bi bila v živo čisto drugačna, no. Tako da jaz upam, da bodo vsaj pri teh predmetih oziroma vsaj vaje recimo, da bi bile v nekem sklopu v živo, ker je res veliko lažje slediti in tudi študentje veliko več odnesejo. Pa tudi profesor se mi zdi, da veliko lažje vidi odziv študentov. Za predavanje ni tak problem, no. Pri vajah pa tudi računalniških se pa malo pozna. Zagotovo lahko potrdim, da tudi profesorji lažje učimo na fakulteti, ko vidimo odziv študentov. Rešitev je, da prižgete kamere. Jaz vedno spodbujam študente, da prižgejo svoje kamere, zato da vidim, če sploh kaj razumejo. Ampak ja, ste vi že delali študijsko prakso, to nimam zdajle v spominu? Jaz imam zakomplicirano. Sem zmenjena z Majkom že, da mi bojo priznali, v bistvu jaz sem zdaj na doktorskem študiju računalništva tukaj na našem inštitutu, tako da bomo v okviru tega naredila še prakso, no. Ker mi torej drugače praksa na tudi ne bi inštitutu. zneslo. Ja, na tem inštitutu, ja. Ok, v redu. Torej se da delati zraven službo in študirati data science, očitno. Da se nekje prilagoditev, pač vsak profesor to razume, seveda je treba vnaprej pač sporočiti, da se, sigurno. Ampak ja, je pa res, da mogoče zato, ker je online, je kakšna stvar veliko lažja. Če pa bi bilo vse v živo, bi bilo pa tukaj več prilagoditev, to pa sigurno. Oziroma vsaj težje bi bilo ta dopoldanski del, ker je kar nekaj študentov zdaj tudi zaposlenih in v bistvu, ja. Moraš biti fizično na drugi lokaciji. Imamo popoldanske ure. Ja, tako nekako. Ja. Večino predmetov je tako na urniku v popoldanskem času, ravno zaradi tega, ker se zavedamo, da veliko študentov že dela, tako da se tudi z tega aspekta skušamo prilagoditi. Ja. Tako, to je z moje strani oziroma z naše strani vse za danes.
hvala vsem za pozornost. Če boste imeli kakšno vprašanja, pa smo, kot sem že rekla, na voljo preko e-maila, lahko tudi na referat, če so glede vpisa, sicer vsebinsko pa jaz ali Mike. Hvala lepa.